dan, zato ker je bilo vreme samo zjutraj delno ok, potem je pa dosti deževalo pa oblačno je bilo, tako da smo zjutraj samo šli do konca te doline, kjer je vas Črvinija. Malo smo si ogledali, sicer je trenutno vse več ali manj zaprt. Našla sva samo en suvenir shop, da sva kupila razglednico, drugače pa vse več ali manj sameva, ker se ta prava sezona še ni začela. Bi pa rekla, da je tle res ful dobro za smučati, ker je prava una gorska vasica, poleg tega so pa ta smučišča povezana s švicarskimi smučišči, tako da je skupna karta, pa še več čas imaš pogled na Matterhorn, tako da mora biti res noro. Ja, res dobro zgleda, tako da se bomo enkrat vrnili še po zimi. Zdaj gremo pa nazaj dol v Aosto, se pravi v to glavno dolino, in tam bomo bolj zavili verjetno samo v sosednjo dolino, kjer smo zdaj, kjer so tudi spet neki lepi pohodi. Upamo, da bomo najdeli kaj lepega. Včeraj sva opazila, da nama cela leva spodnja stran so 3 pozicijske luči in niso delale, tako da sem že včeraj preveril vse varovalke in so bile vse v redu. Zato sem šel danes zdaj kable iskat, ker edina druga možna razlaga, da vse 3 ne delajo, ker so tudi žarnice bile v redu, je bilo to, da je kakšen slab kontakt in je bil res tukaj, ko pride iz zadnjih luči, pride pol kabel na levo stran, je bil slab kontakt in sem zdaj že zlotil s tem leplinskim spekalnikom, tako da ja, tole nama je spet prav prišlo. Že parkrat, zdaj pa spet. Glavno zdajle sva se mogla preparkirati, ker so bila prej prečno parkirana takole in ker teren kar visi so imela tele klocne pod gumami in so nama prišli povedati, da lahko tukaj ostaneva, ampak da če imaš to pod gumami je kampiranje, kar midva čisto razumeva, zato nikoli nimava stolov zunaj ničesar, vedno sva samo parkirana, ampak tole res tem ovira kogarkoli, ja, no, vse boljš kot pri nas, ki bi naju pregnali v kamp. Tako da, ja, zdaj sva tako parkirana, sicer malo visimo, ampak bomo preživeli. No, smo ostali malo bolj zgodaj, zdaj je ura malo čez 7 in gremo do izhodišča enega pohoda, ki je ob jezeru, pa je kar lepo. Sicer bi lahko gor tudi prespala, ampak se do 9 zvečer plačuje parkirnina 9 evrov. 9 je na dan, oziroma 3 evre na uro. Tako da smo se odločili vseeno v dolini prespati, pa sam danes plačati parkirnino. Tako da ja. Ni neke višinske razlike, mislim, da je nekih 200 metrov pa 10 kilometrov. Bolj lahek pohod zaradi tega, ker ne bi že danes zgodaj popoldne bile nevihte, zato tudi malo hitimo. Med hojo smo opazovali številne alpske svizce. Spadajo med večje glodalce, ki lahko tehtajo tudi do 8 kg. Najraje se zadržujejo na prostranih travnikih, kjer se lahko dobro najejo trav. Odrasla žival poje od 1 do 1,5 kg svežih rastlin, saj si le tako lahko ustvari debelo plast tolšče. Le to potrebuje za zimsko spanje, ki lahko traja tudi do 10 mesecev. Iz zimskega spanja se zbudijo šele, ko temperatura okolice doseže 25 stopinj Celzija. Ker svizce plenijo planinski orel, krokar, ris, lisice in kune, imajo dobro organiziran varnostni sistem. Ko na travniku jedo, je vedno eden od svizcev na straži. Z glasnim piskom celotno skupnost opozori na nevarnost, zato ob žvižgu vsi svizci pobegnejo na varno v podzemne rove. Njihov žvižg je slišati takole.
Jutri ima Nastja rojstni dan, zato smo hoteli danes najti en res lep prostor in smo v bistvu tudi ga najdeli, smo skoraj idealen prostor na 2100 metrih višine, ob enem malem jezercu, obdan je res zelo visokimi gorami, zasneženimi, tako da res skoraj idealen, skoraj pa zato, ker ni imel čistne signale in smo se pol mogli vrniti na 1300 višine sem dol, ker pač danes nujno še rabva signal. Tukaj smo zdaj na enem malem piknik prostorčku ob eni asfaltni cestici, ampak ja, ne pričakujeva nekega hudega prometa, ker ta asfaltna cestica tukaj pelje samo do tega prostora, pol naprej pa prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen tisti, ki imajo dovoljenje. Tako da ja, nekega hudega prometa najbrž res ne bo. Ja, zdaj že par let je kar tradicija, da praznujem rojstni dan ob morju. Letos je pač tako, da v gorah, pa sva upala, da vsaj ob kakšnem jezeru, ampak mi letos žal ni usojen, tako da bova vsaj dobro jedla, ker sva danes že naredila torto, oziroma del torte, del še bova. Tako da upava, da bo dobra, pa tudi za kosilo sva že kar nekaj kupila, Rok že cel teden razmišlja, kaj bo naredil, tako da upam, da bo vsaj za jesti dobro, če že ni idealen prostor. Ja, ne pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!